poleti, leta 2003, je bilo moje življenje, jaz rečem temu, v razsulu. To pomeni, da sem imel takrat 105 kg skoraj, da sem v bistvu imel izzive na področju financ, kariere. V bistvu, če pogledam kolo življenja, je bilo moje življenje povsod v nekem takem slabem stanju in takrat so se tudi moji starši ločevali, kar se me res dotaknilo in me prizadelo. Nisem pač pričakoval in vedno razmišljal, kako imamo mi idealno družino in tako. In vse to me pol je pripeljalo tega, da sem končal v bolnišnici. Lepo pozdravljeni, danes je z nami dr. Aleksander Šinigoj, master trener NLP-ja oziroma nevrolingvističnega programiranja, motivator in coach. Tako doma kot tudi po svetu je pomagal že na tisoče ljudem, ki so spremenili svoje življenje na boljše. Aleksander, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za to povabilo. Današnjo epizodo bova namenila manifestaciji in zakonu privlačnosti. Za začetek bi pa rada, da najprej razloživa, kaj sploh je manifestacija in pa kaj je zakon privlačnosti, da bojo najini poslušalci lažje razumeli tole epizodo. Torej, manifestacija je proces, ko iz misli spremenimo stvari ali pa dogodke v realnost. Torej, to je način, kako mi realiziramo naše ideje in vse, kar si želimo, vse, kar si zamislimo, spravimo v življenje. In zakon privlačnosti je zakon, ki nas uči, da naše misli imajo močno magnetno moč in vse, kar mislimo, se nam uresniči. In dostikrat mislimo to, kar nočemo, da se nam uresniči, in zato se nam dogaja, da uresničujemo stvari, ki jih ne želimo. In ta načrtna, zavestna uporaba zakona privlačnosti nam pomaga, da dobimo to, kar bi radi. Torej, v bistvu sta ta dva pojma zelo prepletena. Res je. V resnici govorimo o enem in istem, samo na nek drugačen način. Kdo pa je potem mojster oziroma mojstrica manifestacije? Mojster manifestiranja ali pa mojstrica je nekdo, ki je ta proces zavedno ali pa nezavedno toliko časa izboljševal ali pa izboljševala, da na koncu zna iz misli, iz ideje manifestirati to, kar si sam oziroma sama želi. To pomeni, da mojster manifestacije je nekdo, ki ima zamisel, idejo, to bi jaz rad, in potem najde način, kako to doseže in to zna narediti konsistentno. Naprimer, če si nekdo želi v svojem življenju več denarja, zna ta denar dobiti in potem, ko si spet želi denar, ga spet manifestira v svoje življenje. Kaj pa recimo potrebuješ, katere lastnosti, da pa postaneš ta mojster in pa v bistvu, ali potrebuješ kakšno licenco potem za predajanje tega znanja? Torej, zato, da nekdo postane mojster manifestacije, potrebuje predvsem sposobnost ali pa neke vrste kompetenco, da dobi oziroma udejanji uresniči to, kar bi rad dobil v svojem življenju. Ko nekdo razmišlja o procesu manifestacije, na primer uspešne kariere, je potrebno za to, da nekdo dobi uspešno kariero, nenehno izboljševanje, nenehna rast, fokus na to in v nekem procesu se zgodi potem ta klik, da nekdo to zmanifestira. Jaz trdim, da veliko ljudi danes je nadpovprečno uspešnih, sposobnih in manifestirajo to, kar bi radi v svojem življenju, samo zato, ker so bili fokusirani in vztrajali na neki poti. Torej vztrajnost je ključna stvar. Zavestna uporaba misli. Včasih ljudje niti ne razmišljajo o tem, kaj razmišljajo. In potem se jim zgodi to, da dobijo to, kar niso hoteli in se jezijo, kako da jaz to dobim v mojem življenju in igrajo vlogo žrtve. Oni so krivi, država je kriva, bivši partner je kriv, šef je kriv in tako. In kažejo s prstom povsod, razen v smer, kjer bi v resnici morali kazati s prstom, in to je nase. In glavno vprašanje, kako lahko nekdo postane mojster, mojstrica manifestacije, je, poleg tega, da lahko dobi neko formalno izobrazbo oziroma nek certifikat in se izobrazi na tem področju, je ta zavestna, načrtna uporaba misli, ki so usmerjene v želeno in ne v neželeno.
In še ena pomembna stvar je ta, da mi v resnici ne samo, da mislimo, mi tudi čutimo te misli in oddajamo neko vibracijo, neko energijo. In zato mi rečemo, da imajo misli magnetno moč. To, kar mislimo, to, kar čutimo, to oddajamo navzven, vibriramo v tej energiji in to na koncu manifestiramo v svoje življenje. Jaz trdim, da je na nivoju identitete, torej mi privlačimo to, kar smo. In glavno vprašanje, ki si ga mora nekdo postaviti, ko si želi manifestirati to, kar bi rad manifestiral, je, kdo moram postati, da bom dobil to, kar si želim dobiti. Kdo moram postati, da bom lahko manifestiral denar, kariero, partnerstvo, zdravje, duhovno rast, osebno rast, karkoli se nekdo želi. In prav ta osebna rast, o kateri se dostikrat pogovarjamo, je proces, ki vodi, da zgradimo lastno identiteto, da postanemo mojstri oziroma mojstrice manifestacije. Zdaj, govorili ste o tem, da si nekaj želimo, prej pa ste že omenili oziroma napeljali na to, da pa manifestacija poteka tudi nezavedno. Torej, zanima me na tej točki, ali potem zakon privlačnosti tudi deluje, če se tega ne zavedamo oziroma kako nas vodi do tega? Večina ljudi manifestira oziroma uporablja zakon privlačnosti nezavedno. To pomeni, da niti ne razmišljajo o svojem razmišljanju. Preprosto se jim stvari dogajajo, rečemo mi. Ali pa imajo v življenju cel kup nekih naključij, ki niso naključna, temveč dogaja se jim to, da nekaj manifestirajo v svoje življenje in ne vejo točno, kdaj so oni razmišljajo o temu. Torej imamo cel kup ljudi, ki to počnejo nezavedno in potem so ljudje, ki rečejo po nekem času, jaz si tega ne želim, ta služba me ne osrečuje ali pa nisem srečna v tem odnosu ali pa si želim odnosa nekdo, ki je samski, ali pa nekdo ni zadovoljen s svojim telesom in si želi izoblikovati drugačno telo, ali pa nekdo ni zadovoljen s svojim finančnim stanjem in tako naprej. In potem, ko ljudje pridejo do nekega spoznanja, da resničnost ni enaka tistemu, kar si želijo v srcu, potem grejo raziskovati in raziskujejo različne stvari in pridejo do zakona privlačnosti, do tega procesa manifestacije, si želijo postati mojstri oziroma mojstrice manifestiranja in kar naenkrat odkrijejo, to, kar mislim, to, kar čutim, to privlačim. Kako lahko jaz spremenim te svoje misli? Kako lahko usmerim sebe, da grem v neko drugo smer v smislu manifestiranja? In potem začnejo šele načrtno, pa zavedno manifestirati. Ne pa samo tako naključno, ali pa ne pa tako nezavedno, brez da bi se zavedali, kaj se jim zdaj dogaja. Torej, lahko bi trdila, da zakon privlačnosti deluje vedno in povsod. Res je. Mislim, jaz pravim, da ni naključij in da vse se dogaja z nekim namenom in dostikrat v resnici dobimo to, kar smo vprašali, ma nismo dovolj pametno vprašali, zato včasih nekdo reče, jaz hočem več denarja in dobi 1 evro več in ta oseba seveda ni zadovoljna, ker ni vprašala dovolj dobro. Ali pa nekdo reče, recimo, želim izgubiti telesno težo in ne definira, da bo zraven tudi zdrav in se dobro počutil in potem lahko zboli. Ali pa recimo nekdo si želi dobiti samskega partnerja in dobi samskega partnerja za 15 minut na kavi in potem on gre stran. Torej, je recimo manifestirala ta oseba in je imela na kavi 15 minut in je bilo čudovito, vendar se je zaključilo. Ko nekdo ne reče ali pa ne zna v svojem miselnem toku in procesu definirati dovolj jasno, da želi ne samo, da ga dobi za tistih 15 minut na kavo, tega sanskega človeka, in da ga potem tudi obdrži, da potem ostanete skupaj, da se ta pot nadaljuje ne samo v tistem kratkem trenutku. In spet gremo zato v ta proces, da je kar nekajkrat potrebno narediti kakšno napako ali pa se naučiti, kako mi sami usmerjamo naš tok misli, da potem dobimo neko jasnost, kako sploh zakon privlačnosti ali pa ta proces manifestacije načrtno uporabljati.
Torej, sedaj ste že opisali eno napako, ki se lahko zgodi pri manifestacijah. Katere so pa še kakšne tiste druge napake? No, dostikrat se zgodi, da ljudje, ko želijo manifestirati, začnejo iskati neke take slabe scenarije. Torej, že naprej so kot neke vrste šlogari ali pa šlogarce. Ja, nekdo recimo je samski, si želi partnerski odnos in že naprej reče, zdaj bom pa izgubila svobodo, pa to. In v svojih mislih kreira slike, ki so v resnici negativne in potem tudi ne privlači partnerja ali pa privlači nekoga, ki bo dejansko jemal svobodo. Ali pa ljudje imajo pri manifestaciji ta izziv, da imajo že vnaprej idejo, kako bo pot potekala, da bo nekaj dobili. Vesolje, ali pa če hočemo Bog, ali pa karkoli že nekdo verjame v ozadju, ima pa drugačno idejo, da je pot morda ne tako linearna, kot bi mi hoteli, temveč malo vinkasta. Naprimer, nekdo ima idejo, da bo zadev na loteriji in kupi srečko in uporabi za načrtno zakon privlačnosti, po drugi strani pa se mu odpre priložnost, kako dobiti ta isti ali pa večji denar nekje drugje, pa je ne opazi, zato ker si je začrtal pot. Tako bom jaz ta denar manifestiral, pika. Jaz dostikrat rečem, da je pomembno, da vidimo neko vizijo, idejo, kaj bi radi manifestirali, naredimo korake, delamo korake, torej akcija je res pomembna, vendar hkrati se prepustimo, kako nas vesolje, Bog, kako nas narava usmerja, da to dobimo. In ena izmed večjih napak poleg teh naštetih je tudi ta, da ljudje danes bodisi sploh ne grejo v akcijo, ali pa grejo v akcijo v nekem slabem čustvenem stanju. Kar pomeni, da akcija v slabem čustvenem stanju, akcija v negativni vibraciji ima lahko celo nasproten učinek. To pomeni, da namesto da bi šli proti temu, kar hočemo, gremo proti temu, kar nočemo. In včasih, ko opazujem ljudi, ki študirajo in se poglabljajo v zakon privlačnosti, ne, in trdijo, da so mojstri ali pa mojstrice manifestacije, opazim ljudi, ki dosti vizualizirajo, torej uporabljajo neko tehniko programiranja uma, nič ne naredijo za to. To pomeni, kot da bi recimo nekdo vizualiziral, trava se bo pokosila, včasih je treba priviti kosilko in travo pokositi, ali pa nekomu to naročiti, da naredi namesto nas. Ne moramo v svetu, ki temelji na temu, da se vse premika, giba, na svetu polnem akcije, samo s tem, da mislimo, ne pa naredimo enega koraka. Včasih, ko predavam in učim zakon privlačnosti, se pogovarjamo o enem takem zanimivem primeru. In to je, ali lahko nekdo zadane na lotu, brez da kupi srečko. A je to možno? In ko mi nekdo, to vprašanje sem že dobil v preteklosti, ne, in potem, ko sem razmišljal o tem vprašanju, sem zelo, v redu, če nekdo vpraša, a je nekaj možno, je moj odgovor da, vendar jaz tega ne vem kako. No in ko sem razmišljal o tem vprašanju, a lahko nekdo zadane loto, brez da kupi srečko, sem rekel, teoretično je res možno. Torej, nekdo hodi po ulici, drži srečko v rokah, ki je ravno kupil na lotu, in zapiha močen veter, iz rok izpuli to srečko tej osebi in jo dvigne visoko v zrak, v peto nadstropje, kjer je ta oseba, ki ni kupila srečke, zapiha to srečko direktno noter skozi okno, prelepi to srečko na čelo te osebi in potem pade v roke in reče, sem dobil srečko, nisem kupil srečke in zdaj je pa ta srečka moja. Teoretično je to možno. V praksi je pa bistveno večja verjetnost, da nekdo zadane, če kupi srečko. Če nekaj naredi. Zdaj jaz govorim metaforično, ker doskrat ljudje pridejo k meni na delavnice s tem namenom. Jaz bi rada zadela na lotu. Jaz bi rada res nek quick fix. Jaz pa želim, da se ljudje naučijo ta čudovit proces manifestacije, ker enkrat nekdo razume in obvlada ta proces, je
živeti na tem planetu bistveno lepše. Jaz trdim, da smo v tem trenutku v svetu, živimo v življenju polnem izobilja. Izobilja denarja, izobilja priložnosti za kariero, izobilja priložnosti za prijateljstvo, za to, da nekdo najde partnerja. Še nikoli ni bilo toliko samskih na tem planetu kot zdaj, v tem trenutku. Izobilja za to, kako je lahko nekdo zdrav in poln energije. Torej, živimo v svetu polnem izobilja in ljudje sami s svojimi mislimi ustvarjajo pomanjkanje. Ustvarjajo neprijetne izkušnje, ustvarjajo neželene izkušnje. In če je naš čas na tem planetu omejen, ker ga nimamo, ne vem koliko, si res želim za vsakega, ki naj danes posluša, da sprejme eno odločitev. To je, da bo znal oziroma znala načrtno uporabljati misli za to, da uresniči to, kar ima v srcu. Tukaj ne trdim, da je zmeraj idealno. Ne trdim, da včasih so kakšni koraki ven iz cone udobja, da je kakšen korak naporen v tem procesu manifestacije, da kdaj pride na primer do tega, da nekdo za nekaj trenutkov izgubi zdravje ali pa da pride do nekega neprijetne komunikacije v odnosu, da se zgodijo neki izzivi v karieri, pri financah, ko je treba spet uporabiti načrtno misli in tako naprej. Torej, ne govorim, da zdaj življenje rata tako, da bo nekdo imel neko palčko, abrakadabra in zdaj vsaka stvar, ki bo rekel v tistem trenutku, v tisti situaciji se bo tako zmanifestirala. Ker potem bi bilo dolgočasno. Dolgočasno bi bilo življenje, ker bi bila tista čarobna palčka, abrakadabra in tako naprej. Jaz pravim, da mi imamo čarobno palčko, ki pa jo uporabljamo na tak način, da rabimo še zraven osebnostno rast. Še enkrat ponavljam, mi privlačimo to, kar smo. Mi privlačimo to, kar smo. In vprašanje, ki bi rad res spodbudil vse, ki naj danes poslušajo, da si ga postavljajo, je, kdo moram postati, da bom privlačil oziroma privlačila to, kar si želim v svoje življenje. Ko sva sedaj toliko govorila o tej pozitivnosti in teh dobrih misli, ste pa vseeno nekaj časa nazaj omenili to negativno vibracijo. Zdaj v tem smislu se pa v manifestaciji velikokrat omenja izraz vortex. Kaj je to? Ja, ko govorimo o vorteksu, govorimo o nekem vrtincu emocij, čustvenih stanj, ki nas potem peljejo v želeno ali pa neželeno smer. In ko pridemo mi v ta vorteks, se zgodi to, da v bistvu mi lahko pohitrimo to manifestacijo ali jo upočasnimo. Izziv, ki nastane, je ta, da mi imamo eno emocijo, ki potem pokliče ali pa se poveže z drugo emocijo, tretjo, četrto in tako naprej. In če želimo, da gremo v tem vrtincu dobrih emocij čim hitreje do cilja, je ključ ta, da smo načrtni ali pa da smo zavestni v temu, da gremo v ta pravi vorteks, ki nam pohitri samo manifestacijo. Vsakeč, ko nekdo v svojem notranjem svetu, vsakeč, ko nekdo v svojem razmišljanju ali pa tako, da na glas to pove, izrazi željo, cilj, rezultat, ki si ga želi, se že začne ta tako imenovan vorteks manifestacije. Torej, mi začnemo že takrat pošiljati jasen signal in se približevati temu, da to postane resničnost. Ja, v nekem trenutku v tem nezavednem postane vibracijska resničnost, zdaj samo vibracijska, ne še dejanska, ne? In zdaj je samo vprašanje to, ali bomo mi tej vibraciji dovolj časa vzdržali, da se bo tudi manifestirala, ali pa jo bomo preprosto odgnali stran. Ja, torej, ko nekdo reče, jaz želim imeti milijon, se že začne ta milijon manifestirati v vibraciji, v energiji, sam potem oseba čez 1 minuto reče, kje je ta milijon?
pa ni denarja, kje je denar, pa kako bom zdaj plačala to položnico, pa kredit, pa to, pa ono, pa tretje. In ljudje dejansko sami od sebe pokličejo denar, ne, da gre v ta vrtinec energije in potem kar naenkrat energijo spremenijo, ali pa celo ta denar, ali pa karkoli so že želeli manifestirati, odženejo stran. Torej, v bistvu, ključno je naša energija in naše čustveno stanje. Res je. Še enkrat poudarjam, vibracija je posledica naših emocij, čustev. In če smo mi v dobrem čustvenem stanju, mi s tem tudi izboljšujemo našo vibracijo in potem se tudi spreminja na koncu energija in način, kaj manifestiramo v svoje življenje. Zdaj vseeno pa pogosto slišimo ljudi, ki pravijo, da jim gre vse narobe, da je cel svet obrnjen proti njim. Kako pa lahko njim pomagamo ali pomagate, da vstopijo v ta vortex? Prva stvar je ta, da razumejo, kaj bi radi. Ker če ljudje ne vejo, kaj bi radi, potem jim tehnike zakona privlačnosti ne pomagajo. Torej, tukaj je fajn, da imamo neko jasnost. Da na pameten način vprašamo, ker ti šele takrat na vesolje lahko odgovori tako, kot si mi želimo. Ne? Torej, prva stvar je jasnost. In druga stvar je ta, da najdemo načine, kako bomo ostali v tej vibraciji čim več časa, kako bomo ostali v vorteksu, ki nas pelje proti želenemu rezultatu čim več časa. In da bo ta vibracijska resničnost, tako kot mi rečemo, jaz si želim neko zdravo življenje, želim spremeniti gibalne, spalne, mogoče tudi prehranjevalne navade, da bom manifestirala več zdravja ali pa več elana, energije v svojem življenju. V tem trenutku se začne ta vibracijska resničnost že dogajati, že dobivamo sporočila, ideje, nasvete, nekdo nas pokliče. Mislim, te priložnosti se začnejo takoj pojavljati. In potem je samo vprašanje, ali bomo mi dovolj časa vztrajali, ali bomo mi znali vsa ta orodja uporabljati. To je prva stvar, ki jaz rečem ljudem, ki so v slabi vibraciji, v slabi energiji, ki ponavljajo skozi neke besede negativnosti, ne nehajo. Ne nehajo igrati vlogo žrtve. Da nehajo negativno manifestirati. In najraje začnejo govoriti o tem, kaj bi radi. In iz izkušenj lahko povem, da ni enostavno. Ni enostavno gledati okrog sebe okolico, ki je polna negativnosti in potem ostajati v dobri vibraciji. Ni enostavno pogledati na transakcijski račun in videti velik minus ali pa se zavedati, da je kredit potrebno odplačati. In tako. Ker sem šel skozi ta proces sam. In tukaj bi res spodbudil ljudi, da vztrajajo. Da najdejo neko idejo, da najdejo neko vizijo, ki jih bo navdihovala tudi takrat, ko realnost še ne bo takšna, kot si želijo. In ko govoriva spet o vrtincu te vibracije, ne, ena mala ideja ali pa ena majhen občutek hvaležnosti, na primer, ko se nekdo zahvali, tudi če je na lotu dobil manjši znesek, kot ga je pričakoval, spremeni to v naslednjo stvar. Ali pa nekdo dobi neko nakazilo, ne, mi smo imeli zdaj ravno eno udeleženko, ki si je želela manifestirati denar in je potem dobila 41,000 evrov denarja, nepričakovano, in je rekla, jaz nisem hotela samo 41, zdaj rekel, 41,000 evrov, 41,000 evrov. Ne? In človek se zahvali in ko se zahvali za eno stvar, se zahvali za drugo stvar in tako naprej. Torej, včasih mi imamo neko fiksacijo, ne? Jaz se počasih pohecam, nekdo reče, jaz hočem Justin Bieberja in zdaj, če bo vsi hoteli Justin Bieberja, je sam eden, da potem vesolje nam odgovori tako, da dobimo točno to, kar potrebujemo in tudi točno to, kar smo vprašali in zato je ključno, pri vseh ljudeh, ki so danes v slabem čustvenem stanju, ki negativno manifestirajo, da zaupajo, da vztrajajo, da najdejo pomoč, da vprašajo za pomoč, da nenehno modelirajo ali pa se izobražujejo ali pa iščejo načine, kako
izboljšaš ta proces manifestacije, da tudi oni postanejo mojstri oziroma mojstrice manifestacije. In koliko časa potem traja, da se uresniči ta želja, ko jo manifestiramo? Verjetno je odvisno od posameznika. Ja, spet, kako hitro pride do manifestacije, odvisno, kako močan je ta tako imenovan vibracijski odpor ali pa upor. Ja, ker mi imamo v bistvu željo in potem z energijo se upiramo tej želji. In lahko nekdo zelo hitro nekaj manifestira. Torej, pred časom sem bil za družino v Afriki in smo obiskali lokalne vasi in opazovali, kako ti ljudje živijo. In ko smo bili v vasi, kjer so bili domačini in so nas tako lepo čudovito sprijeli, smo opazovali, da živijo praktično brez pitne tekoče vode, po katero mora iti v vodnjak dalec stran, in brez elektrike in brez vsega. In ko nekdo, ki tam živi, razmišlja, da si bo prižgal luč, mora razmišljati, moram iti v trgovino, moram kupiti, baterijsko svetilko in na tak način ustvariti svetlobo po noči. Ko mi razmišljamo o tem, da manifestiramo svetlobo, gremo do štekarja in pritisnemo in kar naenkrat je svetloba pri nas. Torej, zelo hitro neke stvari manifestiramo, zato ker smo prepričani, da to deluje, ker smo že tolikokrat prej to manifestirali. In ko pa gre za nekaj, kar še nismo manifestirali, ker mi imamo tukaj zelo pomemben zakon, ki se imenuje zakon pričakovanja, da pričakujemo, da se nekaj zgodi. In ker mi ne 100% pričakujemo, da bomo nekaj dobili, se zgodi to, da je ta vibracijski upor večji. Bolj ko je človek nejeveren ali pa bolj ko ne verjame še, daljši je ta vibracijski upor. Bolj ko oseba verjame, bolj ko pričakuje, bolj ko je v nekem takem stanju, to se bo zgodilo, pika, hitrejša je ta manifestacija. Torej, pomembnost tega, da se to ne zgodi tako, je tudi ta, da včasih mi imamo neko odštekano željo. Recimo, nekdo lahko si misli, jaz bi rada zdaj pobožala tigra in kar naenkrat, da bi se tiger pojavil zraven nas, bi nam lahko odriznil roko ali pa ne vem, karkoli že. Torej, nekdo lahko začne sanjati nekaj in vizualizirati in si to želeti, jaz bi rada plavala z delfini, kiti in kar naenkrat bi se pojavilo morje in oseba ne zna plavati tako dobro, da bi lahko tam z njimi plavala. Nijem pojma, jaz si zdaj izmišljujem situacije, kjer bi bila hitrost manifestacije lahko nekoristna. Razumem, ja. Torej, odvisno od naših želja, in pa verjetno tudi potrpežljivosti in pa zavedanja, kaj si lahko sploh želimo, kaj v tistem trenutku možno, primerno. Res je. Zdaj, omenili ste že, da ste se tudi sami znašli v težki situaciji, malo ste se tega že dotaknili, vemo pa, da v bistvu ni naključje, da se ukvarjate z manifestacijami, ne pred kratkim. Bili ste v bolnišnici in takrat se je vse skupaj začelo. Bi na kratko opisali, kaj se je dogajalo? Ja, torej poleti, leta 2003, je bilo moje življenje, jaz rečem temu, v razsulu. To pomeni, da sem imel takrat 105 kg skoraj, da sem v bistvu imel izzive na področju financ, karijere. V bistvu, če pogledam kolo življenja, je bilo moje življenje povsod v nekem takem slabem stanju in takrat so se tudi moji starši ločevali, kar se me res dotaknilo in me prizadelo. Nisem pač pričakoval in vedno razmišljal, kako imamo mi idealno družino in tako. In vse to me je pripeljalo tega, da sem končal v bolnišnici in trdim, da ni bilo samo to enkratno dejanje, da sem jaz končal v bolnišnici, to, da je naredilo tak močen vpliv name, temveč, da to je bil proces, ki je trajal kar nekaj časa. In posledica tega je, da se je vse toliko stvari nabralo, da sem imel potem težave s srcem in v nekem trenutku, ko sem prišel ven iz bolnišnice, je bilo moje glavno vprašanje, kako lahko naredim tukaj spremembo. In jaz sem šel iskat sama sebe ali pa iskat načine, da pomagam sam sebi. In nikoli nisem mislil, da bom počel to, kar zdaj počnem. Nikoli nisem razmišljal, da zdaj bom pa jaz predavatelj, coach, pomagal drugim. Jaz sem
hotel pomagati sebi. In ko sem šel skozi ta proces, da sem odkril zakon privlačnosti, da sem spoznal te ljudi iz filma Skrivnost, večinoma v živo, da sem začel načrtno manifestirati in ugotovil, kako to neverjetno deluje, da sem prej manifestiral slabe stvari in kar naenkrat, ko sem spremenil tok misli, ko sem začel ta orodja manifestacije uporabljati, da sem kar naenkrat manifestiral želeno. In ko gledam danes, to, kar sem že prej rekel sebe, kdo sem danes v primerjavi z osebo, ki sem bil takrat, se mi zdi, kot da imam drugo življenje. Kot da nisem ista oseba in imam občutek, kot da mi je ponujena druga priložnost. Jaz sem res takrat bil v nekem slabem čustvenem stanju. Bil sem v negativni vibraciji, negativno sem manifestiral. In vsem mojem notranjem svetu sem res trpel. Jaz verjamem, da ljudje trpijo iz različnih stvari, to je bilo zame nek dno ali pa nek hud padec v življenju. In se mi zdi, da prav zaradi tega, ker razumem bolečino, ki sem jaz čutil v drugih, jim znam bolje pomagati. Se znam z njimi bolj povezati. Lahko jih bolj začutim in jim potem tudi pomagam, da naredijo spremembo. Ker sem bil tam, kjer so oni v nekem trenutku. Ko danes gledam nazaj situacijo, ki se mi je zgodila takrat in vse to zmešnjavo v našem ožjem ali pa širšem družinskem krogu, trdim, da je bilo to darilo. Darilo, da sem se jaz prebudil. Da je bilo to neke vrste znamenje ljubezni. Da reče, lej, Aleksandar, dovolj je tega. Nehaj, prebudi se. Tvoje življenje je kratko. Naredi nekaj dobrega za sebe in za ta planet. In zdaj, če dam mogoče nekoliko drugo metaforo, je to, da včasih ljudje dobimo klic. In jaz verjamem, da sem dobil klic, kateremu se nisem odzval. In ko se ljudje ne odzovemo, ali pa ne odzovejo klicu, postane ta klic glasnejši. Tako glasen, da potem ga res treba poslušati. No, jaz mislim, da ta bolnica in ta padec in to hudo dno in ta bolečina so v resnici bili zelo glasen klic. Aleksandar, naredi spremembo. In če kdo zdaj posluša in ima klic, prosim, odzovite se, dokler še ni tako glasen, ker če postane preglasen, je neprijetno sprejemati oziroma, ja. In kaj ste recimo, če nam lahko zaupate, v tistem trenutku načrtno manifestirali? V bistvu začelo se je najprej zdravjem. Torej, moj prvi korak je bilo zdravje. In takrat sem 5 ali 6 na teden, vsak dan od 6 do 7 zjutraj, relativno zgodaj, včasih celo prej. Začel sem ukvarjati športom, spremenil prehrano, sem v bistvu začel drugačne misli delati, potem sem začel uporabljati hipnozo, samohipnozo, se učiti. Torej, začelo se je tako, da sem na začetku šel v knjižnico in bral knjige, sem rekel, sigurno obstaja neka rešitev, sem iskal tehnike, načine, kako si lahko pomagam sam. Tako se je začelo. In mislim, da sem postal mojster v razumevanju tega, kaj nekdo počne narobe, v tem primeru jaz. In sem končno razumel, da sem sam priklical to, kar sem takrat dobil v svoje življenje. In ni pa bilo tako, da bi zdaj rekel, zdaj sem prišel z bolnice, zdaj sem začel teči in takrat sem šel na polmaraton in sem začel jesti bolj zdravo in sem začel razmišljati, sem uporabljal tehnike NLP-ja, hipnoze in tako. To ni bilo tako, da bi rekel zdaj iz teme v popolno svetlobo. To je bil vseeno nek proces, ko je bilo vmes tudi kar nekaj padcev,
ko gledam zdaj za nazaj, bi rekel, wow, kako čudovito potovanje. Ne? Steve Jobs je enkrat v enem govoru rekel, da ne moremo povezati točk za naprej, lahko jih povežemo za nazaj. In zato je potrebno zaupati. In doskrat rečem ljudem, zaupajte v pot, ki se vam odpira, mogoče zaupate lahko dogodkom, ljudem, ki vas kličejo in tako, da dobite potem to, kar si v resnici v srcu želite. Ker jaz trdim, da je srce neverjetno inteligentno in mi prav s pomočjo te energije srca dosti hitreje manifestiramo in srce vas že kliče na pravo pot in morda je samo to, da poslušate danes ta najin pogovor že lahko razlog, zakaj je pomembno, da naredite neko spremembo v delovanju in razmišljanju in na koncu v manifestiranju želenega. In verjamem, da se danes najini poslušalci tudi sprašujejo, kje lahko pridobijo ta znanja, manifestacije, da vpeljajo to v svoj vsak dan. Ja, mi imamo brezplačno delavnico v kratkem, ki bo potekala online. Ja, naslov, kjer se lahko prijavijo, je mastermindacademia.com, pošiljka magnet. Ja, torej misli so magnetne in imajo magnetno moč, torej tisti, ki bi radi ta magnet, ki je že zdaj v vas načrtno, zavestno uporabljali, greste na to povezavo, se brezplačno lahko prijavite in spoznate ključna temeljna znanja, s katerimi lahko načrtno manifestirate to, kar bi radi v svoje življenje. Jaz si res želim iskreno, da bi ljudje danes postali načrtni manifestatorji. Ker potem, ko so enkrat navdušeni, zadovoljni s tem, kar manifestirajo v svoje življenje, potem bo ta planet postal lepši. Potem bomo opazovali okrog in bomo videli več sijočih obrazov, več hvaležnosti, več pozitivnosti. In jaz verjamem, da kako lahko spremenimo ta planet, ta svet, tako da spremenimo najprej sebe. In bo vse skupaj še lepše, ne? Res je, res je. Ali za delavnico potrebujemo kakšno znanje, predznanje, ali se lahko prijavi čisto kdorkoli? Mi imamo v tem času neverjeten razpon ljudi. Ena naša udeleženka, ki je bila z ene delavnici, je stara 85 let. In imamo tudi dijake in pred kratkim smo tudi imeli eno delavnico za najmlajše in jaz sem navdušen, kako 8-letnik, 9-letnica, kako res čisto mladi otroci že razmišljajo o tem, kako morajo drugače razmišljati v svojem življenju. To sicer ni za vse zanimivo. Torej nekdo, ki igra vlogo žrtve in bi rad še naprej igral vlogo žrtve in ostaja v negativni vibraciji, negativni manifestaciji, morda sploh ne bo slišal tega sporočila. Ker danes dostikrat ljudje, ki igrajo vlogo žrtve, s tem, ko igrajo vlogo žrtve, dobijo pozornost. So zaradi tega bolj pomembni. Včasih celo tekmujejo, da je njim bolj hudo, kot je nam. Ob tem pa se ne zavedajo, da so v resnici v negativni vibraciji, negativni manifestaciji in da bodo dobili še več tega, kar nočejo, da dobijo. Torej, delavnica je namenjena vsem, ki imajo iskreno željo, da bi postali boljši v manifestiranju in jaz trdim, da se lahko tega čisto vsak nauči in tudi aplicira na katerokoli področje, ker eni pridejo zato, da bi imeli več denarja, eni pridejo, ker so nezadovoljni v karieri in bi radi tam naredili spremembo in preboj, eni so podjetniki, podjetnice in bi radi, da njihovo podjetje raste hitreje, eni imajo izzive z zdravjem, so dobili neko diagnozo ali pa imajo prekomerno težo, eni ne spijo dobro, torej cel kup nekih izzivov, ki jih ima ljudje in če nekdo ima izziv ali pa si želi nek rezultat,
je to znanje in so te vsebine lahko res čudovita opora ali pa pomoč. Zdaj verjamem, da ste skozi leta imeli že veliko udeležencev in me zanima, mogoče čisto na kratko, kaj so tisti najbolj izjemne manifestacije, ki so jih imeli udeleženci? Torej, udeleženci, ki prihajajo k nam na delavnice oziroma k meni na delavnice, manifestirajo stvari, kot so denar. Torej imeli smo nekoga, ki je pomagal s temi znanji, da je podjetje zraslo od milijona do preko 10 milijonov. Imeli smo nekoga, ki je spoznal sorodno dušo in potem sta se skupaj našli, povezali. Imeli smo primer ene naše udeleženke, ki je pomagala nekomu, da je odpravil raka, ki je potem, ker so prej zdravniki rekli, že, da ima še nekaj mesecev življenja. Mislim, ko gledam rezultate teh naših ljudi, poleg, kot rečeno, finančnih manifestacij, kariernih manifestacij, manifestacij partnerskih odnosov in tako naprej, je ena pomembna stvar, ki jo najbolj občudujem. In to je, da mi ljudje rečejo, da so bolj mirni v sebi. Da se imajo bolj radi. Da si zaslužijo, da se kar nekaj čutijo vredni nečesa. In tudi, če potem lahko pri nekaterih opazimo, ja, v redu, to se da zmeriti, da zdaj kar nekaj nekdo prej je spal 2 uri, zdaj spi 7 ur, nekdo prej je bil samski, zdaj ima partnerski odnos, imeli smo eno udeleženko, ki je po 17 letih šla prvič na zmenek in našla nekoga sorodno dušo, ne, in tako. Tudi, če se ne stvari da izmeriti, so mi te manifestacije dobrega čustvenega stanja, ko mi nekdo reče, Aleksander, jaz sem zdaj bolj srečna v sebi, jaz zdaj drugače govorim s svojim otrokom. Otrok me je pohvalil, mama, ti si se spremenila. Res, tako, take stvari, ko poslušam, rečem, wow, jaz priznam nekaj, da ko sem jaz spoznal te tehnike, sem dostikrat razmišljal, a bom znal jih prenašati naprej na druge. A bojo delovale na druge tudi tako, kot delujejo na mene. In skozi vsa ta leta zdaj dobivam vedno več potrditev in sem res 1000%, da nekdo, ki to aplicira v svoje življenje, mora spremeniti resničnost v želeno smer. Ne nujno do vsakega mikrodetajla, ne da bo popolno, še vedno bo treba neko akcijo v dobrem čustvenem stanju, torej trava se ne bo pokosila, vendar življenje postane lepše. In zdaj, dosti kot rečejo, kaj pa je smisel življenja? In jaz pravim, da smisel življenja je, da je nekdo srečen in uživa trenutke, ki so mu dani na tej poti. Mi ne vemo, koliko imamo časa, ne vemo, ali bomo jutri še tukaj, zato je pomembno, da se zahvalimo za ta dan, ki nam je danes podarjen. Hkrati pa, kako lepše je to potovanje, če te trenutke, ki jih imamo, preživimo v miru, preživimo v opazovanju, jaz pravim, življenja. Mislim, ko smo dobila ženo 4. otroka, je bilo že takrat ta del hiše, kjer živimo, je bil že takrat premajhen, ker so bili 3 otroci prej že v eni sobi, vsi 3. In zdaj še 4. v to isto sobo bi šlo zelo na težko. In takrat smo potem rekli, ok, dajmo popraviti, dajmo razširiti, dajmo nekaj narediti, da bomo lahko imeli sobe, tudi otroci, ko enkrat odrastejo in je potem lažje, če imajo svojo sobo. No, in še zdaj se spomnim, ta mlajši sin, ki je nogometaš, je takrat, že ko je bilo vse končano, odbil v kuhinji en vogal, ne. In moja žena se takrat začela jeziti in nekaj, kako si lahko to odbil, pa lih smo zdaj končali in to. In moja misel prva pa je bila, to imamo zdaj odbito, ne? In to je življenje očitno. Ker življenje je življenje, ker so vogali odbiti.
Torej, kjerkoli boste našli dom, hišo, skupnost, bivanje, ki ni popolno, ker se ljudje kregajo, ker so nerazumevanja, ker bi rad, da vidite lepoto. Ker edini ljudje, ki danes nimajo težav in bi rekel temu narekovajih, so vsi vogalčki ravni in so ljudje, ki so na pokopališču. In mi nočemo tja še zdaj. Mi hočemo, da v tem svetu in da v tem svetu vidimo lepoto tega življenja skozi očala ljubezni, da vidimo, da v resnici je odbit vogalček, ki je treba popraviti seveda, znamenje življenja. Da je nepopolnost znamenje življenja. Da je karkoli zdaj se dogaja v življenju nekoga, znamenje življenja in ljubezni, da ta oseba se prebudi. Ja? In še enkrat poudarjam, če se nekdo ne javi, lahko pričakuje glasnejši klic in ta glasnejši klic vsaj v mojem življenju ni tako prijazen in bi rad svetoval vsem, ki naj jo poslušajo, javite se, prebudite se, dajte zaživeti življenje, tako kot vas življenje kliče. In preden se še posloviva od najnih poslušalcev, bi z nami delili eno skrivnost velikih mojstrov manifestacije. Jaz mislim, da najbolj pomembna skrivnost je skrivnost, ki sem jo danes že večkrat razkril. In tako, ko se sliši enostavna, ni enostavna za jo narediti, in to je privlačite to, kar ste. In to sem prvič slišal od enega izmed mojih učiteljev, Wayne Dyer je večkrat to poudarjal in je nekaj, kar bi res položil roko na srce vsem, ki naj danes poslušajo. Ne iti v ta proces ali pa se prijaviti na to našo brezplačno delavnico zato, ker hočete zdaj dobiti neko količino denarja. Ali pa v tem trenutku ste samski, želite partnerja in potem reči, to je to. Ali pa si želite samo novo službo ali pa shujšati 20 kg, 15 kg. Ne. Rad bi, da si date že zdaj namero, da postanete oseba, ki bo z lahkoto to manifestirala. In največja skrivnost, ki zdaj sem že toliko že razkril, da ni skrivnost, v resnici je za njo potrebno nekaj narediti na sebi, je prav to. Kdo moram postati, da z lahkoto in manifestiram to, kar bi rad manifestiral. Kakšne vrednote potrebujem, kakšne prepričanja, kakšne strategije, kakšno vedenje, kako naj izoblikujem sam sebe, da bom na koncu dobil oziroma dobila to, kar si želim. In jaz pravim, da smo mi z vsemi temi tehnikami, ki se jih učimo na tem procesu, da postanemo mojstri oziroma mojstrice manifestacije, tako kot neka vrste Michelangelo, da klesamo naš notranji svet in se tako izoblikujemo, da na koncu rečemo, wow, mislim, kako se imam rad ali pa rada, kako lepo je življenje, kako lepo je potovanje v tem procesu, ki se imenuje življenje. S tem, ko znam videti v razbitem vogalčku življenje, ko vidim v kaosu ljubezen in ko vidim v situaciji, kjer sem priložnost. In jaz verjamem, da je danes toliko priložnosti in ko enkrat nekdo postane najboljša verzija samega sebe, ko enkrat nekdo vidi te priložnosti, bolj, prej, lažje, potem postane neustavljiv. Jaz mislim, da ima vsak, ki naj danes posluša, potencial, da postane mojstrica oziroma mojster manifestacije. Zdaj je samo vprašanje, če ne zdaj, kdaj?
Mislim, da je bila tole čudovita misel za zaključek najnega pogovora. Aleksandar, hvala, da ste se mi danes pridružili ob mikrofonu in upam, da bova čim več ljudi spodbudila, da se lotijo te pozitivnih vibracij in pa manifestacije in pa da se vidite na brezplačni delavnici. Hvala lepa za to povabilo. Hvala.